Mama se živcira, na te se že prah nabira, tudi oče se zadira. Zmigaj, zmigaj, zmigaj se, nikar ne reci, vuk ne piši, na igrišče jo pobriši, da bo mir pri vaši hiši. Reci, zmigaj se. Pozdravljeni! Živijo ZZ! Kaj pa zdaj to? Ja, zmigalke in zmigalci, ne? Tako se imenuje naša oddaja. Tema današnje oddaje je plavanje. Ne bodo verjeli. Bodo, to kar zdaj počnem, so vaje na suho. In zopet so naše gledalce čisto zmedla s temi kostumi. Ja, najni kostumi so iz konca 19. začetka 20. stoletja, čeprav so plavali že dosti prej. Res je, začetke plavanja zasledimo že pri starih Egipčanih. Naprimer, na njihovih zgodovinskih spomenikih so zasledili upodobljene plavalce. Etruščani so poznali že štartni skok. V antični Olimpiji pa so našli bazen olimpijskih dimenzij v 5. stoletju pred našim štetjem. Drugače pa so v Grčiji že sistematično učili plavanje. Ja, v Libiji pa so našli kartice, po katerih so učili plavati. Naprimer, Hititi, Sirci in pa Grki so poznali takrat že kravl, striženje z nogami, se veste, kako gre, ne? V fevdalni dobi pa niso našli posebnih plavalnih napredkov, najbrž zaradi verskih razlogov. V 19. stoletju pa se je plavanje nekako preusmerilo v tekmovanje. A veš kaj, jaz predlagam, da zapustiva tole zelenico, pa greva kar v vodo. Prav imaš, greva. No, sedaj bova pa še midve narisali črto, po kateri boš izvajala gibe za prsno tehniko. In še dva polkroga, malo mate noge, še dva polkroga. Tako. No in zdaj skupaj izvajamo. Pokrči, dvigni in obrni stopala, hop, odmor. Ko je odmor, iztegni stopala. Pokrči, dvigni in obrni, hop. Odmor. Pokrči, dvigni in obrni stopala, hop, pokrči, dvigni, obrni, hop, pokrči, dvigni in obrni, hop. V top se mi lepo te prosim, še celo oddaja naj jo čaka. Veš, pa tudi punce so že tukaj, žura? Nisem vedel, da so zmerno na stolkami dekleti. Ja, učila jih bova plavati. Kaj mislite, da znate sami pa plavati? Še važno. Ja, pa ti poznaš? Uroš, lepo te prosim, ne bod malenkosten. Če jih ne poznam, jih bom pa spoznal. A ti vedno vsakega poznaš na bazenu. Sploh pa misliš, da je to banja ali kaj. Po moje mora biti tukaj nekaj dorka. Aja, že vidim. Dragi gledalci, z njo se bomo naučili pravilnih plavalnih gibov. Tako je, Uroš, le nauči jih plavati. Jaz pa ta čas opazam na moja hudomušna dekleta, da se kateri kaj ne zgodi. Okej. Odmor. Zavesljaj. Odmor. Obrni dlanino vzdolj. Dorka, živijo. Zdravo, jo, kakšen pa si? No, Dorka, kar ti dela, kaj so prej s Petrom počela. Predstavljam vam Dorko Šajber, ki je trenerka mladih plavalcev in dopalu asistent stažist na fakulteti za šport pri predmetu plavanje, katerega nosilec je dr. Venceslav Kapus, ki je sigurno eden največjih strokovnjakov za plavanje pri nas. Ja, to je pa res. Vidim, da sem te zmotil glih pri na suhem. Nekaj podobnega so s Petrom izvajala že na začetku daje, ampak sem prepričan, da ti to boš demonstriraš. A se ti lahko pridružim? Kar pridruži se tam. Učimo se zavesljaj, za prsno tehniko. Roke so v vzročenju, dlani obrnjene navzven in rišemo velika očala. Dlani obrneš tukaj navzdol in narediš dva velika kroga. Obrni dlani navzdol. Dovolj. In enako vajo naredimo v predklonu, kot da ležimo v vodi. Obrni dlani navzven, nato nazaj in riši velike kroge. Rišimo očala. Ja, kar še. Komolci ne smejo iti preveč nazaj. Ne sme se dotakniti mojih dlani.
Dobro. Sedaj pa to povežemo še z dihanjem. Vdihnemo ob zaključku zavesljanja. To je tukaj, vdih in ko se roke vračajo nazaj, izdihnemo v vodo. In na to drsenje glava je v vodo. Vdih, izdih. Izdih v vodo, glava je not. Vdih, izdih. Glava med roke, vdih, izdih. Zdaj smo vam pokazali, kako izgledajo vaje na suhem, pa da ponovim še enkrat. Pozorni moramo biti na gibanje nog, gibanje rok, pa na dihanje. Pri udarcu ne pazi predvsem na nastavek stopal. Gremo Gremo v vodo. Kratko gledate, a mislite, da sem jaz čudan? Ne, motite se. Jaz sem se dobro zavarval pred soncem. Včasih so videli, kakšne kopalke morajo narediti. Poglejte moje noge, kako sem si jih zavarval. Ni variante, da me ujame sonce. Tudi brisačo sem izbral, ki paše kopalkam. Da ne govorim o glavi, o mojih očeh. Floto sem pa raje odmaknil na suho. Človek nikoli ne ve. Imam še malo take flote, s katerimi jih opozorim moja dekleta seveda. In pa pijača, da ne pregorim. Sonce, ki je sicer vir svetlobe in toplote, skriva v sebi tudi sila nevšečno ultravijolični, torej nevšečen ultravijolični svetlobni spekter, ki zlasti škodljivo deluje na kožo ljudi. Vsi vemo, kako pri nepravilnem oziroma neodgovornem, če hočete, sončenju koža pordeči, te mere, da v najslabših primerih potrebuje prizadeti tudi zdravniško pomoč. V najboljših primerih pa lepo porjavite, tako naprimer kot jaz. Na vsak način se moramo vsi zavedati, da je sonce ne samo zdravo, lahko je tudi škodljivo. Še posebno v zadnjem času, kjer je neodgovorna uporaba nekaterih sprejev in drugih kemičnih substanc znižala oziroma stanjšala ozonski plašč okrog Zemlje do te mere, da nekje prihaja do tako imenovanih ozonskih lukenj. Prebivalstvo pod temi luknjami pa seveda trpi večje ultravijolično obsevanje kot ostalo. Tako obsevanje je, kot sem že dejal, škodljivo za kožo. Koža se vname, postane rdeča, pekoča, boleča, otekline nastanejo, lahko celo mehurji. Če pride do takih sprememb, je potrebno zdravljenje. Da pa do tega ne bi prišlo, nas različne farmacevtske tovarne zalagajo z različnimi kremami, losjoni in mazili proti sončnim opeklinam. Vsa ta mazila imajo določene zaščitne faktorje različne jakosti, ki jih potem uporabljamo glede na svoj ustroj kože in pa čas izpostavljanja kože soncu. Naj omenim, da ljudje, ki so izrazito blede kože, hitreje zbolevajo za opeklinami sončnimi kakor ostali, vsekakor pa je pri vseh potrebna postopnost sončenja. Najbolj pomembno je, da se na sončenje postopno pripravimo, da prve dni ostajamo na soncu sila kratek čas, največ do 1 uro, kasneje po 8 do 10 dneh pa ne bi bilo recimo izpostavljanje sončenju že lahko daljše. Vajo risanje srca v plitki vodi bomo zdaj izvedli v obrobu bazena. Primite se za žleb, pokrči, razširi in pripravi stopala, hop, drsenje, odriv. Pokrči, razširi in pripravi, hop, odmor. In je pokrči, razširi, hop, in obrni stopala, hop, Tina obrni stopala, in Tina obrni, hop, in hop. Naslednjo vajo bomo izvedli v vodi, v paru. Kar pojdite v vodo. Dorka, jaz sem brez para, peče ti v vodo. Za tebe sem pripravila plavalno desko, se boš naslonil na plavalno desko, jaz imam tako lepši nadzor nad vsem.
In hop. In hop. In hop. In hop. In hop. Dovolj. In zamenjajte vloge. Iztegnite roke, iztegnite na roke. Kar začnite. In hop. Dragi zmigalke, dragi zmigalci, skrajni čas, da tudi jaz poskrbim za moje dekleta. Tukaj imam pripravljeno floto, najnujnejše rekvizite, s katerimi jim bom fino podražil. Kar tale kanu bom vzel za začetek. Gremo v napad. Sem jih dober, a? Ampak, strogo zaupno med nami. Demonstriral sem vam, čisto vsega se na bazenu ne sme početi. Ampak, to še vseeno ni vse. Jaz moram še marsikaj več. Izvajamo vajo koordinirano z dihanjem in zadrsenjem. No ja, zdaj, ko smo vas naučili še vseh neumnosti, vam pokažemo še eno igrico, s katero lahko privajamo naše kopalce, gledalce na dihanje v vodi. Kako so se zagreble? A mislite, da ste zmagale? Zmagati ne more nihče drug, kot jaz. Ste pripravljene? Ja. 1, 2, 3. Zdaj bomo izvajali zavesljaj, enako kot na suhem, tako da bomo risali velika očala in koordinirali z dihanjem. Glavane z rokami, vdih, vdih in dolgo drsenje. Vdih, dolgo drsenje. V hoji. Kar glavo v vodo, Tina, izdihni v vodo. Nazaj grede, bomo pa izvedli vajo v paru. Stopi, uleži se na vodo, ta drugi stopi med noge in pelje sošolca tega učenca kot samokolnico. Iztegni roke, glava je med rokami. Ura štipa s pomočjo valjčka. No, sedaj, ko smo se naučili zavesljaj z rokami in gibanje z nogami, bomo pa to skupaj koordinirali z dihanjem, na to pa celotna tehnika. Naslednja vaja za koordinacijo z dihanjem je naslednja. Zavesljaj, vdih, drsenje, udarec, drsenje. Zavesljaj, vdih, drsenje, udarec, drsenje. Pa izdelajte. In nazaj grede, skrajšate fazo med zavesljajem in udarcem in naredite zavesljaj, vdih, udarec, drsenje. Zavesljaj, vdih, udarec, drsenje. Zavesljaj, vdih, udarec, drsenje. Zdaj, ko smo demonstrirali vse vaje, pa prišli do končne tehnike, je pa že čas, da greš ti malo voda. Oh, komaj čakam, vroče mi je.